kot Saška smo eden od vzorov vseh 9 turističnih zvez regijskih, ki naj bi bile po Slovenije. 6 jih je že, 3 se še ustanavljajo in enkrat vsi ustanovljeni, pa ko bomo vsi delali, potem finančno močnejši in bomo ustrajali v tem, to pa pomeni, da boste tudi vi poskušali, da bomo skupaj nastopali. Ko imamo recimo sejem Alte Adria, kar bo najprej v februarju mesecu, dajte se povezati z občanami, dajte se povezati z ostalimi društvi, dežurate enkrat drug, enkrat tri. Recimo občina Vojnik. Zakaj bi občina Vojnik plačevala neke strašne cene za neke stojnice, če lahko preko turističnega društva enega, drugega, tretjega, kjerkoli leži, ima stojnico in ponuja komplet turistično ponudbo Vojnika. Ene občine, večje občine, jih je pa malo sram biti v teh naših prostorih, so pravi tam v onih dragih prostorih, ampak vse, če imajo denar, naj bojo tam gora, ne. Ampak obisk, lahko vete, ki je večji obisk, je pa to večji obisk. To je ena stvar povezovanja. Potem bomo imeli najbrž po vsej verjetnosti, lansko leto mi je uspelo, da smo prvič naredili srečanje, strokovno srečanje v Žalcu turističnem društvu, ker je bilo približno 400 udeležencev. Mislim, da je bilo krasno druženje in takih druženj mora biti še naprej. Pozdravimo tudi našo gostjo, gospod Petro, ki je predstavnica občine Vojnik. Občina Vojnik časti pijačo, samo določene mere, se pravi peci, tako, ne vem, nekaj tako je pač oblavno. Tega najlepša hvala občine Vojnik, nasploh za samo sodelovanje, kajti z občino Vojnik sodelujemo že regijska zveza Saška kar leta in leta in to zelo odlično, kajti vemo, da zdaj mi smo že v Saški, smo že ugotovili, da povezovanje je velikega pomena. In bomo probali nas 21 društev, ko se nekje redno srečujemo, bomo poskušali še izraven še nekaj pridobiti, tako da bi res nas bilo, magari vseh 100, koliko nas spada v Saško, da bi bilo tako aktivnih, kot ste vi aktivni. Nič, Petra, beseda je vaša. Našega društva, to so pa moje vse leve in desne pridne roke. Zdaj je bilo malo v šali rečeno, ampak resnično. Rimska nekropola je stara 70 let. Šmarje pri Jelšah, turistično društvo. Šmarje je poznano verjetno vsem najbolj po tej znameniti Kalvariji in tudi društvo sledi te znamenitosti kot vsemu drugemu. Kar v naslednjem letu bi želeli še naprej razvijati eno zgodbo o slivah v povezavi z romarskim turizmom. Nekaj se je dalo že videti s kako skupino, ki je k nam prišla, nekaj bomo. Predvsem bi pa rada, mislim, poznani tudi po celoletni dejavnosti Šmarje v cvetju, poznani tudi po vinskem turizmu, iz tega nastajajo potem tudi prireditve, čisto točnih datumov seveda še ni, zato bi jaz na tem mestu rekla srečno, zdravo in čim več druženja.